Ime tedna. Na Valu 202. Ime tedna je Maruša Prelesnik-Zdešar, urednica Malih sivih celic, ena od najbolj prepoznavnih oddaj televizije Slovenija, ki že 30 let dokazuje, da je znanje vrednota. Maruša, dober dan. Dober dan, draga kolega, z nasprotne strane ulice. Tako, zato pa pravim, da ne bomo šli prav daleč, ker smo kolegi, se bomo tudi tikali, prav Maruša? Absolutno. Ja, čestitke ob 30. rojstnem dnevu. Najprej me zanima, kako ste ga praznovali? Ja, hvala lepa. V bistvu praznujemo že celo sezono, celo leto, s takimi drobnimi detajli, spomini skozi vse oddaje, ki smo jih predvajali. Vrhunec pa je seveda doživela finalna oddaja, skupino Joker Out in seveda s tem kratkim dokumentarnim filmom, ki smo ga predvajali prejšnjo soboto. Ja, katerega soavtorica si, ne? Zdaj je film doživel televizijsko premiero, mogoče si ga je ogledati na portalu RTV 365. Zdaj, 30 let je dolga doba, kako, ne vem, težko ali pa lepo in zabavno se je bilo prebijati skozi ves arhiv Malih sivih celic? Ja, noro dobro je to, ker mi vsako leto, jaz sem zdaj urednica 8 let, vsako leto že pripravljamo the best of vsake sezone in tudi skozi ta leta smo že pregledovali arhiv, kajti radi se spominjamo tudi tistih časov, ko so naši predhodniki ustvarjali to oddajo in vedno smo pa tudi mi kot otroci radi gledali Gospoda Ravno hriba in seveda vse njihove ustvarjalce podpirali in zato nas je vedno tudi zanimalo, malce za nazaj, že v 25. obletnici smo se nekoliko dotaknili preteklosti in tako da v bistvu je bilo ogromno dela, pa še vedno manj, kot bi bilo, če bi se to res letos lotili čisto od začetka. 22 let je bil Pavle Ravnohrib, ki ga omenjaš, voditelj Malih sivih celic. Oddaja je doživela v vseh teh letih seveda tudi druge spremembe, ne samo voditeljske, tudi glede zasnove, glede rubrik. Te spremembe so nujne zato, da televizija ostane blizu predvsem mladim gledalcem, ampak so hkrati tudi tvegane, ne? Kako se jih lotevate, da hkrati tudi tiste nekoliko starejše publike, ki zagotovo tudi spremlja to oddajo, ne pustite na cedilu oziroma da ne bi potem rekli, to velikokrat slišimo, zdaj pa oddaja ni več tisto, kar je bila. Ja, v bistvu se teh sprememb res lotevamo zelo premišljeno, vedno vključujemo v te spremembe pedagoško stroko in tudi predvsem naše nekdanje ali pa bodoče tekmovalke, tekmovalce, navijače. Menimo, da je ključno pri tem, da so v te procese sprememb vključeni mladi, tisti, za katere v bistvu v prvi vrsti pripravljamo oddajo, vendar se pa zavedamo, da vedno nas gledajo tudi starejši oziroma druga publika in jaz vedno rečem, da tisti, ki gledajo Male sive celice, ki odgovarjajo doma, ki so kvizoljubci, se morajo ob naši oddaji tudi počutiti dobro, čeprav se zavedamo, da naši tekmovalci pa so ti najbolj inteligentni otroci, ti otroci, ki so geniji na različnih področjih, ki vladajo od športa do fizike, matematike, seveda in to ravnovesje je v bistvu zelo težko loviti, ampak mi res stremimo k temu. Vsako sezono želimo ponuditi nekaj za tiste, ki so res, bom rekel, odličnjaki, ampak tudi za tiste, ki morda spremljajo kvize tako malce počesane, ker ne vem, neki kuhaš, pa ti spremljaš kviz, ampak rad odgovarjaš in to je en velik izziv. Jaz mislim, glede na število prijav, glede na število, bom rekla, mladih, ki radi z nami tekmujejo, da nam gre kar dobro. Definitivno. Številko omenjaš, Maruša, 4 leta, zadnje 4 sezone, vsako leto znova pada rekord po številu prijav. Ja, jaz mislim, da je to res velik dosežek. Tukaj je predvsem potrebno poudariti, da oddaja Male sive celice ni zgolj tisto, kar vidimo po televiziji, ampak je tudi moja ekipa oziroma naša ekipa, Julija, Rok, Juš, Jasna, Petra, Nataša, Alja, Martina, Tereza, vse moram našteti. Vsi skozi celo sezono ali pa skozi več sezon skrbimo za mentorje, skrbimo za pedagogih, povabimo na pedagoški dan, da imamo en dan tak brainstorming z njimi, pošiljamo raznorazna vabila za raznorazne dogodke, ki so vezani na mladi. Skratka, skozi celo leto gradimo odnos z njimi. To ni zgolj, mi se gremo zdaj oddajo, rabimo 32 ekip in to je to. Ne, mi stremimo k temu, da nas mladi spremljajo, ampak ne samo po televiziji, ampak da oni imajo veselje do tega, da oni tudi med krožki, skozi celo leto v bistvu se pripravljajo, že več let strateško razmišljajo, koga bodo prijavili, katerega iz 7. razreda,
razreda učenca, katerega iz 8., katerega iz 9. In to se mi zdi, da je zelo pomembno sporočilo, da nacionalni medij kot tak, nacionalna televizija skrbi tudi za te mlade in s tem jaz to vedno poudarjam. S tem tudi gojimo ljubezen do nacionalnega medija med mladimi, kajti vemo, tako pač je, so zasedeni, zasičeni vsemi drugimi možnostmi gledanja, opovedovanja, video vsebini. Naše uredništvo ne samo oddaja Male sive celice, celotno uredništvo otroškega in mladinskega programa sledi k temu, stremi k temu, da se trudimo ohraniti ali pa navdušiti mlade tudi za nacionalno televizijo. Maruša Prelesnik Zdešar, ime tedna na Valu 202. Prej si naštela nekaj imen ožjih sodelavcev, zdaj praviš, da Male sive celice niso samo oddaja, ampak praktično skupnost. Kako velika družina je to? Ja, jaz vedno rečem, da so Male sive celice gibanje, ker ne znate si predstavljati, kako je to videti, ko recimo se stopnjuje tekmovanje, seveda z 32 začnemo in potem gremo po piramidalnem sistemu do zmagovalca, kako vsakim krogom, ko se šola više uvrsti, kako bolj s to šolo diha občina, ko zmagajo, sprejme recimo naše tekmovalce pogosto, sprejmejo župani in naredijo gasilci sprejem in to je ena ta kvaliteta, da gre ta mala oddaja, bom rekla, ali pa velika, največja oddaja zame, lahko čisto vsako slovensko šolo. In ta naš tekmovalni sistem, vemo, ali pa morda ne vemo, pa gledalcem sporočam, mi imamo že predtekmovanja in že na predtekmovanjih ima v bistvu čisto vsaka šola možnost, da se uvrsti na televizijski del kviza. Zakaj? Zato, ker mi iz vsake regije izberemo po 4 šole, ki gredo potem na televizijo. In s tem v bistvu je gibanje, ker pokrijemo celotno Slovenijo in vsem mladim omogočimo, da so del tega gibanja. Ja, to je ena od mojih travm iz osnovnošolskih let. Prišli smo v tisti zadnji krog, preden bi prišli na televizijo in smo izpadli. Skratka, nismo prišli na televizijo. Koliko je to tisto, kar tudi žene mlade, da pridejo na televizijo kljub temu, kot praviš, ne, da danes spremljajo medije na vse mogoče načine, ne nujno televizijskega, ampak na koncu se mi zdi televizija vendarle tudi za današnje mlade en tak poseben magnet. Ja, v bistvu, Rok, ta tvoja izkušnja je zelo pogosto slišana. Jaz jo kot urednica, ko seveda se rada z mladimi družim, jih sprašujem o vsem mogočem in nam o tem tudi pripovedujem. Tudi v dokumentarnem filmu, oziroma ko smo raziskovali za dokumentarni film, smo to večkrat slišali. Čisto malo nam je zmanjkalo. In, ali pa recimo iz sezone, ko pravijo, joj, smo bliže v polfinalu in potem sem jaz napačno odgovoril na eno vprašanje in tega si ne morem nikoli oprostiti. Jaz še vem, katero vprašanje je bilo. No, a nam ga zaupaš? Ja, zaupam. Vprašanje je bilo, kako drugače rečemo Tihemu oceanu. Imel sem prav, preglasila me je kolegica. Ja, lepo, da omenjaš kolegico. To je tudi namen te oddaje, da se sodeluje, ne? Ampak mogoče je res, da je bila ona kapetan verjetno ekipe. Mislim, da je bila, ja. Je bila najboljša učenka šole. Tako in potem kapetani odločijo, ampak morda še to, ko ravno govoriva o kapetanih oziroma tekmovalcih, zgodi se tudi običajno ena taka čarovnija med našimi temi tekmovalnimi ekipami, ker to niso prijatelji ali pa se že odprej poznajo, ampak eden iz 7., eden iz 8. in eden iz 9. razreda in potem morajo oni v bistvu se naučiti sodelovati in to je tudi namen v bistvu tega. Ne? In še to moram poudariti, če dovolita, mi stremimo k temu, da smo na katero se tekmovalci naj ne bi pripravljali vnaprej. Ja, lahko trenirajo labirint, lahko se družijo med sabo, ampak mi ne želimo, da se otroci učijo na pamet. Ne želimo, da res zdaj mrzično iščejo neke podatke, ampak želimo, da v bistvu hodijo z odprtimi očmi skozi celo leto, skozi vse življenje po svetu in potem iz teh svojih izkušenj z branjem knjig, s tem potem pridejo v našo oddajo in dobijo pravilne odgovore. Dobro, veliko delo, več kot očitno opravljate. Iz statistike, ki ste jo delili v času praznovanja te obletnice, je bilo razbrati, da ste pripravili v teh 30 letih vsega skupaj že prek 750 oddaj, več kot 24,000 vprašanj je bilo pripravljenih in zastavljenih. Prele so pa z Rokom govorila, da je prva asociacija nekako ob omembi malih sivih celic tisti zvok cepetanja nog ob tla na tribuni, navijanje z nogami, skratka na tribuni, vsaj v preteklosti je bilo
bilo tako. Morda informacija iz ozadja, v kakšnem stanju v teh 30 letih, po teh 30 letih so pa tribune v studiu? Zelo dobro vprašanje. Jaz vedno rečem, da je to še vedno največji čar Malih sivih celic, navijači, njihovo cepetanje z nogami. Mi preden začnemo snemati, noro spodbujamo navijače k temu. Eno obdobje, ko smo si to seveda še lahko privoščili, smo celo imeli nekoga, ki je ogreval publiko, da je to res prišlo do izraza. Tribune so odlično ohranjene, kljub vsemu, ampak to je resen čar in v času covida, ko sem jaz tudi že urednikovala to oddajo, ko nismo smeli imeti navijačev, je bil čisto drugačen občutek in čisto drugačna sreča, veselje ob zmagah in jaz vedno pravim navijači, hvala vam, vi ste en, bom rekla, 50-odstotni akter te oddaje. Ja, in očitno so pomembno vlogo odigrali tudi pri današnjem glasovanju za ime tedna na Valu 202. Maruša Prelesnik Zdešar, urednica Malih sivih celic, ki praznujejo 30 let, je prvo junijsko ime tedna na Valu 202. Maruša, hvala za tak klepet. Veliko dobrih novih idej želim v času počitnic in uspešno novo sezono. Srečno. Hvala lepa.